SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem SBC-jevem intervjuju, tokrat bo govora o demografiji. To besedo v zadnjem času kar velikokrat slišimo. Poslušamo sicer nekakšne drugačne odtenke le-te, da je premalo delavcev, da se prebivalstvo stara, da je potrebno govoriti o migracijah, da je dobro vedeti, koga spustimo v naše države, to je takšna popularna beseda, predvsem zdaj v Nemčiji, pa tudi drugje v Evropski uniji. Ampak demografija je mnogo več. In če želimo izvedeti kaj o tem, kaj pravzaprav številke, ki so danes aktualne, pa tiste, ki se bodo zgodili v naslednjih nekaj letih pomenijo, je zato dobro imeti dobrega sogovornika. Sam ga danes zagotovo imam, z mano je namreč zasluženi profesor dr. Janez Malačič. En lep pozdrav. Lepo zdrav. Lepo zdrav. Jaz ne vem, kje bi začel, tema je široka, prinesli ste tudi nekaj številk, vem, da jih imate še več v glavi, ampak morda če začneva tako, da bomo vsi razumeli. Ko sem pogledal, koliko rojstev imamo v Sloveniji v zadnjih 10 letih, se vidi ta upad zelo, zelo jasno. Tam iz 22 tisoč, 20 tisoč, 18 tisoč, zdaj smo pa pod 17 tisoč rojstev na leto, se pravi v nekih 10 letih je to 5-6 tisoč otrok manj, ki se rodijo. Če pogledava na 10 let, je to 50 tisoč otrok manj skupaj ali pa 40 tisoč in to se pozna potem v učilnicah, na koncu se pozna pa tudi, o tem zdaj res veliko govorimo, ja pa saj ni delavcev, pa imamo povsod se pozna. Kje smo, če takole začneva, Slovenci? No, glejte, če govorimo o rodnosti in zmanjšanju rodnosti in premajhnem številu živorojenih, potem je treba reči, da zdaj že 15 do 20 let mi imamo zelo nizko rodnost in ni več tega, kar največkrat slišimo, da rodnost zelo pada. Rodnost je padla že prej, tako da zdaj bolj ali manj niha na prenizkih ravneh. V resnici je pa rodnost padla najbolj v času demografskega prehoda. Demografski prehod je prehod od visokih stopenj rodnosti in smrtnosti na nizke stopnje rodnosti in smrtnosti. In to se je zgodilo v razvitih evropskih državah in tudi v Sloveniji nekje v desetletju do 2, oziroma se je končalo v desetletju do 2 po drugi svetovni vojni. Se pravi, pri nas se je demografski prehod končal nekje v začetku v 60 let prejšnjega stoletja. No in takrat smo imeli enih 20 let potem dokaj ugodne demografske razmere. Rojevalo se nam je okrog 30 tisoč živorojenih na leto, naravni prirastek je bil v redu, malo so tudi priselitve prispevale in ni izgledalo, da bo prišlo do kakšne večje demografske krize. Nekateri moji kolegi iz drugih takratnih jugoslovanskih republik so Slovenijo dajali za vzgled, da ima zelo dobre demografske razmere. No, ampak potem v začetku 80 let se je pa ravno začelo to, kar ste prej rekli. Hiter padec rodnosti. Zdaj, mi tega ne merimo z absolutnim številom živorojenih, ampak s povprečnim številom živorojenih na žensko. Še bolj natančen kazalec je število deklic na eno žensko. Ampak ne glede zdaj na te metodološke posebnosti, dejstvo je, da je praktično če malo posplošiva in poenostaviva, v zadnjih 2 desetletjih 20. stoletja se je znižala rodnost v Sloveniji na ravni, ki dolgoročno ne zagotavljajo zadovoljivega obnavljanja prebivalstva. Tako da mi smo dejansko imeli potem v začetnih letih tega stoletja generacije, ki so do zdaj bile najmanj številčne. Takrat je že padlo število rojstev na okrog 17 500. No in potem je
prišlo do rahlega izboljšanja, ampak vse to je na tej sliki rahlega nihanja v zadnjih 15 do 20 let. No in še to bi povedal, da je to bila tudi deloma posledica tega, ker so v zadnjih 3 desetletjih, recimo, ali pa 4 prejšnjega stoletja, generacije začenjale vse bolj odlagati rojstva v kasnejšo starost, tako da recimo moja generacija in tiste okrog so najvišjo rodnost imele v starostnem razredu 20 do 24 let. Mislim, že s tem prehodom od začetka tega stoletja naprej pa je največja rodnost po posameznih starostnih razredih, tam okrog 30 let, se pravi nekaj let pred 30 let starosti in nekaj po. In to temu mi pravimo, da so neki posebni demografski učinki oziroma učinki starostne strukture, ki imajo potem dolgoročne posledice. Lahko tako vprašam, ko ste rekli, ne, da to zdaj ni več dovolj 2 otroka, a ne, če se ne motim. Ne, zdaj, če matematični model vzamete, kjer predpostavite konstantno rodnost, konstantno smrtnost in migracije, mora ženska v povprečju roditi 2,1 otroka v svoji rodni dobi, da je zagotovljeno nemoteno obnavljanje prebivalstva. To je, če vzamete model recimo 2 milijona prebivalstva s konstantno smrtnostjo in migracijami, oziroma brez migracij, bi ženska v povprečju rojevala 2,1 otroka in bi to število se stalno ohranjalo. Mi smo zdaj zadnja leta, se pravim, najnižja številka je bila okrog 1,2, pol smo imeli enih 15, nekaj več kot 15 let, okrog od 1,5 do malo čez 1,6. Ampak, da se razumeva, to je samo približno 70% tiste ravni, ki bi bila potrebna za nemoteno obnavljanje. Ne? Če takole rečem, se vem, da je to zdaj populistično. Malo težko je in težko je razložiti, zato ker je v ozadju precej metodoloških vprašanj, v bistvu so pa v ozadju matematični modeli. Ampak, če pa enostavno vprašam, a bomo še čez 500 let Slovenci, ne? Saj jaz tega ne bom videl, ampak če bi se tak trend nadaljeval? Ja, nekateri, ne samo v Sloveniji, ampak tudi po svetu, so zelo zaskrbljeni. Jaz moram reči, da med demografi v naši stroki take hude zaskrbljenosti ni. Je pa res, da so različni pogledi. Nekateri smo malo bolj pronatalistično usmerjeni, drugi pravijo, da se kaj veliko ne da doseči. Prebivalstvene politike govorijo svojo zgodbo. Dejstvo pa je, da to, o čemer se pogovarjajo, je problem razvitega sveta. V nerazvitem svetu je pa druga zgodba. No, naprimer, ko govoriva o tem razvitem svetu, pa dajva si za začetek vzeti Evropsko unijo. Ne? Evropska unija ima velik problem s staranjem prebivalstva in pa, kot ste tudi sami rekli, s tem, da je premalo rojstev. Naprimer, Poljska kot država, ki se najbolj bori proti temu, pa sem pogledal podatke, pri njih število rojstev vsako leto res drastično pada in tukaj govoriva o 80 000, naprimer, manj rojstvih v zadnjih nekaj letih. Madžarski je vmes malce uspelo obrniti trend, pa so še vedno tam pri 1,5 prebivalstva, a ne pri tisti metodologiji, ki jo ste rekli. Kljub temu, da se tega zavedamo, pa da se nekatere morda konzervativne politike, ne vem, če sem se tako zdaj prav izrazil, trudijo, da temu ne bi bilo več tako, nam v resnici ne gre.
No, bom reagiral na to besedo konzervativne. Glejte, pri rodnosti in pri tem, da se dolgoročno ohranjajo ne samo vzdržne, ampak neke vrste zdrave demografske razmere. To pomeni, da so vzdržna razmerja med recimo kontingentom otrok in mladine na eni strani, potem delovnim kontingentom in pa kontingentom starejšega prebivalstva, ki ga največkrat merimo s 65 in več let starim prebivalstvom, ampak verjetno bi ga bilo boljše že 70 in več let starim prebivalstvom. Mislim, to bi moralo biti v interesu vseh, ker zdrava družba, ekonomsko uspešna družba, v prihodnost usmerjena družba bi tako najlažje dosegala dobre rezultate, bom rekel, na večini področij. Ker če vi imate porušeno starostno strukturo, je cela vrsta pomembnih družbenih sistemov v težavah. In zaradi staranja prebivalstva je največkrat v težavah pokojninsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, dolgotrajna oskrba, pa še na trgu dela imate težave. Ampak tu imamo, naprimer, zdaj v Sloveniji, pa imajo tudi na Poljskem, pa v Italiji, naprimer, če ne bi bilo toliko priseljevanja, migracij. A lahko rečeva torej, da Evropa ima hude težave in da se vse te kažejo, pa jih morda malce odrivamo. Se delamo, kot da niso tu. Glejte, Evropa ima gotovo težave. Je pa res, da recimo na Japonskem imajo bistveno bolj staro prebivalstvo. Tam je praktično danes 30% starejših od 30 let med celotnim prebivalstvom. Od 60, mislite, verjetno. 30% od 60, ne? 30% je starejših od 65. Od 5, tako je. No, ampak če čez Japonsko morje pogledate Južno Korejo, tam je pa rodnost tako nizko padla, da je zdaj v teh zadnjih letih samo še okrog 0,8 ali pa celo še se znižuje živorojenega na žensko v povprečju v rodni dobi. Midva sva pa prej rekla, da bi moralo biti v modelu 2,1. Tako da to potem, če še kombinirate s tem, da so te države še bistveno bolj proti migrantsko usmerjene, to potem zelo hitro vodi v hitro zmanjševanje prebivalstva. Tako da no, jaz ne bom zdaj s številkami obremenjeval, ampak mislim, dejansko lahko v stoletju do 2 se tako prebivalstvo izjemno zmanjša. Ampak te številke malo morava seveda pretresti, ne? Se bova vračala na to starost, ampak ja, naprimer Južna Koreja, Japonska, tudi evropske države. Po drugi strani pa vsi ti modeli prebivalstva kažejo, da se vendarle tam proti koncu stoletja bližamo številki 10 milijard. Število prebivalstva še vedno kar hitro raste, ne glede na to, da naprimer število rojstev na Kitajskem, celo v Indiji, pada, ampak vendarle svet je velik in nas bo očitno 10 milijard. Ja, gotovo. Lahko da tudi nekaj čez. Kar se tega tiče, najprej treba reči, da je najbolj pomemben proces, ki sem ga že prej omenil, demografski prehod. Demografski prehod je v razvitih državah končan, v velikem delu nerazvitih držav oziroma manj razvitih, zdaj kakorkoli ga že imenujete, države svetovnega juga, je zdaj moderno reči, včasih smo malo drugače govorili. Demografski prehod ali je v zadnjih fazah v teh državah edina regija,
kontinent, ampak boljša regija, ne, ker ni cel kontinent, je Afrika. In to Afrika pod Saharo. Tako da mi imamo tam še zmeraj države z visoko rodnostjo, z izredno mlado starostno strukturo, tako da najdete tudi države, recimo Centralna Afriška republika, kjer je skoraj polovica prebivalstva mlajše od 18 let, ne? Od 15. Aha. 49%, tukaj bi lahko točno številko navedel. No in ta še posebej ta zahodna Afrika, ne, tam Burkina Faso in sosednje države so v tej regiji, kjer je rodnost še zmeraj 5 do 6 otrok na žensko v povprečju. Ne, in zaradi mlade starostne strukture je smrtnost nizka in zaradi tega naravni prirastek toliko večji in zelo hitro naraščanje prebivalstva. Ne, ampak nekaj drugega, jaz bom eno drugo številko izpostavil, ne to, da nas bo 10 milijonov. 10 milijard. Večina ljudi nima predstave, da se je prebivalstvo sveta v zadnjih 100 letih povečalo za 6 milijard. Se pravi, tam pred 100 leti je bilo okrog 2 milijardi prebivalstva na planetu. Samo 100 let kasneje ocena za preteklo leto za svet je 8 milijard in 200 milijonov ljudi. Se pravi, za praktično več kot 6 milijard se je prebivalstvo povečalo v 100 letih. In posledice tega so vidne na vsakem koraku. Ja, še vas bom malce vrtal glede teh številk. Naprimer, ko govorimo o Kitajski, Indiji, v 2 državah, o katerih smo vedno govorili, ne, kot z največ prebivalci, potem vemo, kaj se je zgodilo, kaj je šla Kitajska v to politiko enega otroka. In zdaj jo je Indija prehitela, naprimer. Tukaj bi pa zdaj dodal še eno državo, ki je pa meni zelo zanimiva, o Nigeriji pa redko kaj rečemo, ne. Tam je pa naprimer več kot 300 milijonov prebivalcev že sedaj. In to je država, ki neverjetno hitro raste, kar se tiče števila prebivalstva. Ne? Zaradi nedokončanega demografskega prehoda. Se pravi, zdaj demografski prehod običajno poteka tako, da se v začetku začne zniževati smrtnost, potem v Evropi je to nastopilo šele tam 80 do 100 let kasneje, se pa začne zniževati rodnost. Ne? In zaradi velike razlike v tem obdobju med nizko smrtnostjo in visoko rodnostjo, potem prebivalstvo izjemno hitro narašča. Potem na koncu pa se ti 2 stopnji približata, rast prebivalstva upada in pred recimo 70-80 leti so mislili, da bo po tej fazi končanega demografskega prehoda bolj ali manj uravnovešen odnos med smrtnostjo in rodnostjo. Pa se to ni zgodilo. Ne? Rodnost se ni obdržala na tisti ravni, ampak je še naprej padala in v resnici v razvitih državah je danes nekje samo okrog 70 ali pa recimo 60 do 80% tiste ravni, ki bi bila potrebna za nemoteno obnavljanje prebivalstva. Razen Združene države Amerike. Tam pa je drugače, zaradi priseljevanja. Nekaj časa je to kazalo, ampak v zadnjih letih je tudi tam pa ne samo v Združenih državah, tudi tam se je rodnost znižala precej pod raven enostavnega obnavljanja. Celo Franciji, ne, ki je bila država v Evropi z najboljšimi demografskimi razmerami, je ravno tako stopnja celotne rodnosti padla na okrog 1,8 ali pa celo manj, ne? Čeprav se je dolgo obdržala na okrog 2. To je pa v veliki meri bil rezultat tega, da Francija praktično od 20 let prejšnjega stoletja, se pravi dobrih 100 let, vodi izrazito pronatalitetno in
rojstvom in družinam naklonjeno politiko. Celo danes, ne, ko je prišlo do padanja rodnosti, je to v francoski družbi izrazito izpostavljena tema. Zanimivo je, da je predsednik Macron par mesecev nazaj govoril o ponovni oborožitvi na tem področju. Sicer je izbral zelo nenavaden izraz. Mislil je, da je hotel je spodbuditi ljudi, da rojevajo več otrok. No in ta primerjava tudi po mnenju mnogih kritikov s tem vojaškim izrazoslovjem ni dobra. Dejansko bi bilo veliko boljše in nekateri predlagajo, da bi govorili o ponovnem navdušenju nad življenjem z otroci. Ne? Ampak to je pa tako obsežna tema, da bi midva nekaj takih podcastov morala posneti, da bi jo bolj podrobno obdelala, ker gre za to, da cela vrsta težav nastopa pri mladih, da se odločajo za manj otrok. In prej sva rekla, da se je rojevanje prestavilo v starejša leta. Veste, to pomeni tudi to, da ostane zelo majhno okno priložnosti, v katerem lahko rojevaš otroka. In potem tudi če kakšnega rodiš, za drugega ali pa še posebej za tretjega zmanjka časa, vse bolj so težave pri ekonomskem osamosvajanju, stanovanje je težko dobiti, do kompleksnosti in zahtevnosti trgov dela v tem modernem času ne govorim. Ljudje pa, ki imajo otroke, si želijo varnost. In tudi svet se ni spremenil ravno v tej smeri, da bi postal bolj varen. Imate prav o teh razlogih bi lahko govorila. Enega bi že sam dodal, zdi se mi, da se nam mladim vendarle zdi veliko lažje živeti. Sam imam 2 hčeri, z 2 kot pa 4. Si ne predstavljam, pa sem sam iz družine, kjer smo bili, naprimer 4, pa rečem svoji mami, dobra si bila, naprimer. Tako da se mi zdi, da družba tudi skozi to vendarle gleda, kako bi lažje, bolj udobno živela. In je to še eden od tistih mnogih, ki ste jih pa tudi vi našteli. No? Ja, treba je vedeti, da ko smo bili mi študentje pa v tej starosti, takrat se komaj tehnologija sprememb, ki je omogočila potem, da je načrtovanje družine postalo tako rekoč univerzalno. Razen zelo redkih skupin prebivalstva, ki so bodisi iz verskih, bodisi iz kakšnih drugih razlogov se odločale za večje število otrok, so imela sredstva na voljo, da so, pa ne govorim samo o kontracepcijskih tabletah, ampak tudi o vrsti drugih tehnologij. Tako da je danes to splošno razširjeno in je verjetno danes manj rojstev otrok, ki ne bi, bom tako rekel, načrtovana, kot je bilo v preteklosti. A lahko spet nekaj tako vprašam, ko gledamo te številke, ko se v Evropi politiki pogovarjajo, pa ko se pogovarjamo tudi ljudje, pa nam je seveda jasno, kakšne so te demografske slike, morda ne poznamo številk, ampak vendarle, pa nekdo reče, vi pa te skupine poznate, če bo pa tako, saj nas bodo pa muslimani preplavili. To zdaj seveda karikiram, ampak vprašam, katere pa so tiste skupine, morda verske, ko ste sami omenili, ali pa etične, kjer pa je ta prirast prebivalstva vendarle tako velik, da ga lahko pogledava, če pri nas res v Evropi strmo upada, nekje pa res zelo strmo raste.
Ker potem prideva pa počasi do migracij, no, ampak ne. Ne, jaz ne bi izpostavljal ne muslimanov, ne kakšnih drugih skupin izrazito, ker dejansko so tu dokaj univerzalne zakonitosti. Jaz sem govoril o demografskem prehodu. Demografski prehod se je zgodil sicer najprej v zahodnih razvitih kapitalističnih državah, kjer so bili izpolnjeni najprej pogoji zanj, ampak kasneje tudi recimo izredno hiter demografski prehod se je zgodil v Iranu, potem tudi v nekaterih drugih muslimanskih državah. Je pa res, da v podsaharski Afriki so v prvi vrsti ekonomski in nekateri drugi družbeni razlogi krivi, ne sama vera. Čeprav je res, da muslimanska vera neverjetno hitro iz severa prodira v recimo zadnjih 100 letih proti jugu, ko te karte gledate, se kar malo načudite, ampak ni muslimanska vera tista, ki bi bila. Tudi ta strah pred muslimani v Evropi je po moje popolnoma neopravičen. Zdaj bolj je treba, mislim, to ne pomeni, ne, da vera, zdaj bodi si ta ali pa katere druge, nima vpliva, ne, ker če berete Sveto pismo je izrazito pronatalitetno usmerjeno. Ampak odkot to? To je bila posledica družbenih razmer, v katerih je nastalo. Ampak katoliška cerkev recimo še danes zagovarja pronatalitetna stališča, nasprotuje mnogim praksam, ki so se zelo razširile med prebivalstvom. Ampak zdaj, da ne gremo v to podrobneje, če se vrnemo k migracijam. Pri migracijah res prihaja tako rekoč na tedenski osnovi do različnih incidentov po Evropi, ampak to je predvsem posledica tega, da razvite države niso sposobne sprejeti in potem izvajati neko pametno politiko menedžmenta migracij. Ker nikomur ni v interesu, da so prevladujoči migrantski tokovi ali pa da je velik del migrantskih tokov nezakonitih migracij, trgovine z ljudmi, tihotapljenja, umiranja na morjih. Mislim, to enostavno gre za to, da se ti tokovi ne upravljajo tako, kot bi bilo treba, ne. Dejansko v razvitih državah so migranti potrebni, katerokolik boste vzeli. No, ravno to ste mi zdaj dali, to izhodišče, ki sem ga želel tudi sam izpostaviti. Tudi v tem studiu smo že večkrat govorili, ampak v Nemčiji pa to dejstvo. Takrat so izračunali, da potrebujejo v nekih 10 letih 10 milijonov tujih delavcev, jaz bom tako rekel, zato da bo lahko njihova ekonomija obdržala nek stik z ostalimi ekonomijami. To je približno milijon ljudi, ki se priselijo v Nemčijo na leto. O kakšnih številkah, naprimer, za Evropo govoriva v naslednjih, 10 letih, ko je govora o potrebi tuje delovne sile, migracij? Glejte, mi imamo v strokovni literaturi kar precej objavljenih knjig, raziskav, izračunov, recimo, ki se sprašujejo, koliko priseljencev bi bilo treba, da pride v recimo Slovenijo, v Evropo, v Nemčijo, če hočete, da bi nadomestili ta izpadla rojstva, oziroma da bi kompenzirali to domačo nizko rodnost. No, ampak to ni težko zračunati. Je res, da so številke posledica predpostavk in tudi
kaj dosti o njih ni potrebno govoriti. Je pa pomembno, da je rodnost sedaj na tako nizki ravni, da enostavno ni realno pričakovati, da bi množice priseljencev, ki so potrebne, da bi nadomestile ta izpadla rojstva, da bi te množice domače prebivalstvo sprejelo. Tako da edina smiselna politika bi bila, da po eni strani država in tudi sicer po drugih kanalih vse od mnenjskih voditeljev, zdaj je zelo, zelo moderno govoriti o spletnih vplivnikih in vplivnicah. Jaz sicer nisem iz generacije, ki bi to zelo podrobno spremljal, ampak ne vem, a so med njimi tudi taki, ki spodbujajo rojevanje otrok. Dejansko hočem reči to, da dejansko je treba pospeševati rojevanje otrok in voditi smiselno priselitveno politiko, da ne bodo prihajali oziroma da ne bodo tihotapci ljudi odločali o tem, kdo se bo priseljeval v razvite države, namesto da bi po legalnih poteh, preko šolskega sistema in podobno na nek način razvite države selekcionirale priseljence, ki bi se bili pripravljeni vključiti v novo okolje in ki jih dejansko to novo okolje potrebuje. Pa vseeno, a imate kakšno to številko v glavi, ki jo lahko, meni se je na primer zdela res 10 milijonov ogromna številka, ne, se morda za Nemčijo to ne velja, v 10 letih pa vendarle, v kakšni številki? Pa ravno za Nemčijo verjetno ni tako daleč od resnice, ne? Ker če gledate Nemčija... No, se oni tudi dejansko Nemčija so na koncu... ima danes okrog 83, nekaj tam med 80 in 85 milijonov ljudi in dejansko eno od najstarejših starostnih struktur, že zaradi tega, ker je pri njih že v 60 letih prejšnjega stoletja rodnost izrazito padla. Tako da je Nemčija med državami z najbolj starostno strukturo prebivalstva. In zaradi tega je tudi takratna nemška kanclerka rekla Nemcem, da bodo zmogli, ko so se čez Balkan valile množice 100 000 ilegalnih migrantov. Ampak pri migracijah ne da se države, Evropska unija, celo na ravni Združenih narodov ne bi stvari dogajale. Mi imamo cel kup dokumentov in če jih pogledate, recimo samo OZN je sprejela 2 dokumenta, enega o beguncih in enega o migrantih, zdaj že kar nekaj let nazaj. To so dokumenti, ki so tako zelo suhoparni, ne, ko jih berete, ampak naslavljajo ključne stvari. Težava je drugje, ne, težava je v tem, da pri tem političnem boju med različnimi strankami zelo hitro, predvsem bolj skrajne stranke, ta vprašanja izkoristijo za to, da to področje politizirajo, da privabijo volivce, skrajne glasove, pogosto jim pri tem ne govorijo resnice, če se milo izrazim, in zaradi tega, tudi zaradi tega je ta menedžment migracij tako slab. Hkrati bi pa razvite države, čeprav imamo celo o tem zeleno knjigo Evropske unije,
kako bi bilo treba skozi šolski sistem in pripeljati imigracijo v Evropo, ki je potrebna, ki bi potem že v času šolanja velik del integracije naredila in bi jih bilo lažje vključiti in tudi doseči večje investicije v njihov človeški kapital, kar v Evropi potrebujemo. Pa ne samo v Evropi, pa vsod razvitem svetu. Prej sem omenil konzervativno politiko z namenom, zakaj, ker tam se zdi, da se ta politika pa vendarle ukvarja s tem vprašanjem, da se zaveda problema, če imajo premalo rojstev in kaj to seveda pomeni. Vi ste pa zdaj sami omenili tudi skrajne politike pa ostale. A se vam zdi, da se pa politika, pa da bodiva iskrena v slovenski, no, da ne bova zdaj govorila v nemški, avstrijski ali pa tako naprej, pri nas zaveda tega vprašanja, kaj pomeni, ker zdaj greva iz teh migracij počasi tudi na staranje prebivalstva in pokojninska reforma se zaveda, kaj se nam dogaja. Ja, glejte, demografska vprašanja so vse bolj v ospredju. Mislim, v času, ko sem jaz začenjal delovno kariero, takrat še ni bilo. Čeprav so bili v drugi polovici 20. stoletja, je bilo en kup enih svetovnih demografskih konferenc v okviru Organizacije Združenih narodov. V zadnjih 30 letih jih ni. Pa to ne zaradi tega, da ne bi bile potrebne. Recimo zadnja je bila 94. leta v Kairu, bil je sprejet, jaz sam sem se tudi udeležil te konference, bil je sprejet odličen akcijski program. Potem 5 do 10 let po tistem se je še kar precej govorilo o njem, potem so pa prišla v ospredje nasprotja med različnimi deli sveta in zdaj sicer kakšne ozke skupine, neki odbori v OZN še mogoče o tem govorijo, ampak učinka pa ni, sliši se dosti ne o tem. In to gotovo ni dobro. Kot sem že prej rekel, mislim, med temi temeljnimi demografskimi vprašanji so tudi taka, o katerih je zelo veliko politiziranja. Pa ne samo o migracijah, ali pa samo o teh nezakonitih migracijah, tihotapljanju ljudi, beguncih zaradi najrazličnejših konfliktov, ampak tudi o vprašanjih povezanih z rojstvom, recimo o splavih, kaj pa vem, najbrž, če bi mal še bolj razširila, bi lahko šla tudi do raznih ideoloških vprašanj na drugem področju, zdaj v zadnjem času, še posebej v Ameriki, je ta ideologija woke tipičen primer in okrog splava so še zmeraj zelo velika nasprotja. Dejstvo pa je, da prepoved splava ni rešitev, ker dejansko je ne samo veliko držav, veliko let pokazalo, da celo, recimo, če zdaj vzamete razmere v Združenih državah po tistem, ko je Vrhovno sodišče tako rekoč razveljavilo sodbo Roe versus Wade, ki je zagotavljala pravico do splava v celih Združenih državah in prenesla v zvezne države in zdaj imate vi kup držav, ki je izrazito omejitveno politiko na tem področju sprejelo, ampak ljudje pa gredo v druge države, kjer to lahko naredijo. In dejansko so najbolj so prizadeli najbolj revne, ki si niti posega ne morejo privoščiti, niti potovanja ne. Potem
stranska posledica je pogosto mazaštvo in ilegalni splavi, še posebej v nekih manj razvitih okoljih, nepotrebne smrti ne samo žensk, ampak pogosto tudi otrok. Po drugi strani je pa jasno, da bo za prihodnost družbe najboljše, če se bodo rojevali zaželeni otroci, ne? Otroci, za katere bodo starši primerno poskrbeli, in vsi mi, ki imamo otroke, vemo, kako veliko, ne samo napora, odrekanja denarja je potrebno, da v modernem času, ko se izobražuje mlad človek čez 20 leto, je potrebno vložiti, da lahko potem uspešno deluje v moderni družbi. Ampak bom dodal to nikoli ni bilo lahko. Čeprav so tisti časi, ko so otroci že tam med 10 in 15 letom odhajali od doma v revnih družinah, že zdavnaj mimo. Ampak v nerazvitih državah je pa še marsikaj tega prisotno. Vi ste zdaj omenili ta splav, pa težave v Ameriki, zdi se, da jih imajo tudi kakšne evropske države, ko govorijo o tem, ne vem, Poljska, Malta, celo z Hrvaške smo imeli primer, ko je prišla potem po tej mazaštvu v Slovenijo in tako naprej, tako da to je res, vsaj iz mojega stališča, neverjetno, da se o tem pogovarjamo. Po drugi strani imate pa tudi prav, da se pa premalo pogovarjamo o vzrokih za takšno število splavov. Tudi ta številka, na primer, preseneča, ko pogledamo v Sloveniji, a ne za druge države. Če gledate dolgoročno, je število splavov izrazito padlo. Sploh v evropskih državah. Sicer jaz zdaj najnovejše statistike niti ne poznam, ampak dejstvo je, da je bil trend izrazito padajoč, ampak tudi zaradi teh tehnologij na tem področju, ne, Ampak vseeno za Slovenijo je kar visoka številka, pa bi samo sam, ne bom nič o tem seveda govoril, ampak sam dejal, da se mi zdi, da se pa kot družba morda morali bi več pogovarjati o pomoči tem, ki pa naprimer splav tudi storijo. Tukaj pa mislim, da smo odpovedali. Spomnim se kar nekaj teh razprav, tudi ko sva ženo hodila mimo porodnišnice, no, pa vidiš potem, da kakšne ženske seveda tja gredo, pa zunaj stoji nekdo, ki pravi stop splav, pa se mi je zdelo, da bi bilo bolj ključno govoriti o pomoči ženskam, pa o polnomočenju, da jih v bistvu vendarle izobrazimo, ne, kaj se zgodi, ali pa kot družba o tem več govorimo, ampak da ne bo zdaj seveda zašla, ampak tudi splav je ena izmed teh stvari, pa ste omenili nekaj držav, kaj pa je tista rešitev, ne? Splav, ste rekli, se o tem prepovedovati ni rešitev. Vem, da se vračava na tisti del, ko ste rekli, bi potrebovala veliko časa. Ne? O tem se neverjetno veliko politizira. Tudi razmere so se v svetu izrazito spremenile, ne, v primerjavi recimo tam s 60-imi, 70-imi leti preteklega stoletja. Ampak nekatera stališča in spopadi se pa praktično niso kaj dosti spremenili. Ne? V Ameriki so še zmeraj prisotni spopadi med gibanji za izbiro in gibanji za življenje, kot se imenujejo. Ampak kaj nam tu pravzaprav ta politični boj, to, kar vi rečete, ali pa je politiziranje, zakriva v resnici pomembnejšo sliko. Kaj pomeni, če naprimer zdaj pa greva na to staranje prebivalstva, če se odstotek starega prebivalstva, pustiva zdaj Japonsko, to je res poseben primer, ali pa Južno Korejo, ampak se tudi v Sloveniji, ko se odstotek prebivalstva nad 65 let dvigne nad 20-25 odstotkov. Ne, projekcije kažejo, da bo tudi v evropskih državah čez okrog 20 do 30 let enaka ali pa celo malo višja številka, kot je zdaj na Japonskem. No, se pravi, ko bom šel sam upam končno v pokoj, nas bo takšnih kar 33 odstotkov ali pa tretjina. Zelo verjetno. No, zdaj so pa pri eni knjigi, ki ste jo sami rekli, če sem jo prebral, priznam, nisem jo. Kaj to pomeni za mojo pokojnino? Ja, tema pokojnin je že dalj časa zelo vroč kostanj.
Trenutna vlada se tudi ukvarja z njim, ali pa če rečeva vroč krompir, mal ga premetava v dlaneh, rajši se z njim ne bi ukvarjala, kot se ukvarja. Ukvarja se tudi pod pritiskom Evropske komisije in glede na to, da je Slovenija članica Evropske unije, pokojnine so pa izjemno pomembne ne samo za uravnoteženost proračunov, ampak za konec koncev ekonomsko politiko in za politiko tudi ekonomske rasti in praktično še drugih vidikov. Zdaj, dejstvo je, da je tu že prišlo do precejšnjih nesorazmerij med upokojeni, med tistimi, ki delajo in plačujejo v blagajno, iz katere se financirajo pokojnine, in tistimi, ki so v preteklosti plačevali v to blagajno in sedaj dobivajo ali pa dobivamo pokojnine. Dejstvo je, da se je povprečno število zaposlenih na enega upokojenca pri nas zelo, zelo znižalo. Mislim, to že samo po sebi ni dobro in glede na prihodnje demografske trende se bo to kvečemo še poslabševalo. Zdaj, mladi pogosto izražajo strah, da ne bodo doživeli časov, v katerih bi dobivali pokojnine, ali pa da oni ne bodo dobivali pokojnine, da se bo sistem prej ne samo poslabšal, sesul ali kaj podobnega. Zdaj, če bi kolikor toliko normalne ekonomske in politične razmere bile brez nekih večjih kriz in vojn, sem jaz optimist. To ni pričakovati, ker pokojnina je dejansko civilizacijska pridobitev in si jaz ne predstavljam, da bi neka politična stranka ali pa neko politično gibanje lahko kar čez noč to ukinil. Je pa res, da je potrebno tudi na tem področju, tako kot sem prej govoril o migracijah, da je res potrebno zelo pametno in smotrno upravljati s pokojninskim sistemom. Jaz sem vam prej pokazal tole knjigo, to je eden od zelenih zvezkov Evropske unije, ki zelo dobro govori o tem, kako je potrebno izgraditi pokojninski sistem, ki bo vzdržen, varen, ki bo tudi smiseln, ki bo spodbuden za ljudi, da se mu ne bodo izogibali ali pa ga izrabljali ljudje. In vse to tudi imamo. Imamo to, zdaj to me zanima. Ali imamo tak pokojninski sistem? Ne, takega, kot je tukaj zapisan, gotovo ne. Kakšna država v Evropi ima? Je veliko boljših primerov, kot je naš. Recimo, še posebej v skandinavskih primerih, tudi pri nas se je pogosto diskutiralo o švedski praksi, da tako rekoč letno ali pa na nekaj let pokojninski urad obvesti posameznika, kakšen je njegov položaj, glede na to, koliko je že prispeval vanj. Zdaj, ali bodo te rešitve, ki bodo sedaj v parlamentu in na koncu sprejete, šle v tej smeri, jaz težko rečem.
Lahko pa povem tudi lastno izkušnjo, pa ne toliko lastno izkušnjo, kolikor izkušnjo enih 5 ali 6, mogoče 7 generacij v Sloveniji, med katerimi je bila tudi moja, ki so nas po ZUJF-u obvezno upokojili. Skratka, nekje tam od 2012 do 2017-18 je bilo to obdobje, ko med drugim so upokojili tudi starejše zdravnike, Vem, se spomnim. ki jih je že takrat primanjkovalo in jih zdaj kasneje primanjkuje. Že ta primer kaže, kako vprašljiva je bila ta politika. Še hujše je pa bilo, da so samo leto, 2 po tistem, ko je ta politika bila spremenjena, ponujali naslednjim generacijam ne samo 20, celo 40% pokojnine, samo da bi dalj časa delali. Mislim, na tak način ne moreš graditi smiselnega političnega pokojninskega sistema, ker dejansko ljudje bi morali praktično celo delovno življenje že vnaprej vedeti, kak bo tak sistem, da bi se primerno obnašali. Ampak vi boste vedeli, da so mnogi, pa ne bi rad kakšnih skupin posebej zdaj izpostavljal, ampak mnogi so se izogibali, skratka, bili so vključeni v pokojninski sistem do tiste meje, ko jim je štelo število najboljših let, potem so pa enostavno prenehali plačevati, če niso bili v kakih državnih službah ali pa kaj podobnega, če so bili v zasebnem sektorju. Čista špekulacija. Na tak način ne moreš graditi sistema. Vi ste vendarle ekonomist, profesor, številke imate v malem prstu, leta, desetletja ste jih spremljali in na to vprašanje pa verjetno imate odgovor. Politika se ves čas izogiba jasno povedati, dokdaj bo treba, ne samo koliko bomo imeli pokojnine, ampak dokdaj bo pa treba, ne vem, čez 10 let, 20 let, naprimer moji generaciji, hoditi v službo, da bomo, ker prebivalstvo vendarle se stara, ne vidimo, da je veliko ljudi, da je kar nekaj ljudi tudi po 60. letu bi rado delalo, je sposobnih delati, nekateri pa ne, ampak katera je tista številka, ki bo prišla na vrsto čez 20 let, ko bom sam torej star 60 let? Glede, saj ne gre za nekaj, kar ne bi bilo znano. Dejstvo je, da se življenjsko pričakovanje ob rojstvu podaljšuje. Za zadnjih 150 let podatki za Evropo in tudi v bistvu za Slovenijo, če malo posplošimo, kažejo, da se življenjsko pričakovanje ob rojstvu poveča za 2,5 leti na 10 let. To pomeni 6 ur na dan. To pomeni, da ljudje dalje živijo. Takrat, ko je Bismarck koncem 19. stoletja vpeljal PSU-gov pokojninski sistem v Nemčiji, se je komaj kaj dalj živelo kot do takrat, ko je on vpeljal pokojnino. Nekaj se je, pa nekateri so tudi nekaj dalj živeli. Ampak danes je povprečna, ali pa za današnje novorojenčke v Sloveniji je življenjsko pričakovanje za fante, za dečke tam okrog 78-79 let, za deklice pa 84 plus minus nekaj. Zdaj je treba vedeti, če boste računali za COVID-na leta, je malo nižje, ker se je malo nazadovalo. Ampak kaj, čez 20 let, naprimer, če vzamemo, no? Dejstvo je, da se to še zmeraj podaljšuje. Na pokojninskem področju se pa ni nič spremenilo, tako da še zmeraj tudi
naša politika zdaj ljudem pripoveduje, da je dovolj, če so 40 let delali in da skratka jim nekaj, v glavnem skozi korenčke, poskušajo prodati nov sistem, manje palice, ampak kot sem prej rekel, stvari v državah, ki so kako bi rekel, najbolj v prihodnost usmerjene. Preprosto naredijo tako, da se to, koliko let bo treba delati, povezuje z življenjskim pričakovanjem. Ker mi smo še danes imamo v sistemu gotovo upokojence, ki dalj časa dobivajo pokojnino, kot so delali. Mislim, praktično še več tega je bilo v preteklosti, ko so se ženske upokojevale z 52 letom, mnoge so pa živele v 90 leta. Ne? Mislim, to ni namen pokojninskega sistema. In zdaj dejstvo je, da tak sistem, kot ga mi imamo, na voljo je več različnih sistemov, ampak tak, ki ga mi imamo, je svojevrstno zavarovanje za dolgoživost. Še en skok bi naredil iz pokojninskega sistema, mogoče malo po svetu, da se vendarle vrneva na to svetovno demografijo. Katera država bo imela v 10 letih največ težav zaradi specifike demografske, ki jo ima? No, težko je posamezno državo izdvojiti. A so to na primer Kitajci, ki nimajo dovolj žensk zdaj, zato ker so imeli zaradi politike enega otroka precej več moških? To so take sicer malce specifične, pa vendarle se lahko tudi kakšno malo bolj... Niso edini, ne? Ker je pa res, da je številka najvišja na Kitajskem. Je več vzhodnoazijskih, tam Kitajcem sosednjih držav, recimo tudi v Južni Koreji, Japonski, imate ta problem, ne? Da primanjkuje domačih nevest. Zdaj na Kitajskem je malo več problemov, ne samo to, da je zaradi politike enega otroka bilo tudi nekaj več selektivnih splavov deklic, Tako. Ampak to je prisotno tudi v Indiji in še v nekaterih drugih, ne v muslimanskih državah. Zanimivo, ne? Čeprav imajo v muslimanskem pravu recimo ženske izrazito manjše pravice od moških, ne? Ker recimo, če bi samo dedovanje vzeli, deklica oziroma hčerka je upravičena samo do polovice dediščine, ki jo dobi njen brat. Ampak imate pa družbe, ki so hindujske, tudi dobro, na Kitajskem imate še zmeraj veliko tradicionalnih vplivov, čeprav je komunistična partija na oblasti, v Koreji ravno tako, kjer primanjkuje deklic in je precej razširjen bil femicid pri novorojenih, ker ultrazvok je omogočil in so ga uporabljali, ga še uporabljajo v teh državah in glede na to, da je tako izrazito preferenčna želja po sinovih, je potem več selektivnih splavov deklic. Očitno tudi na tem področju imate veliko zelo specifičnih vprašanj. Brez dvoma bodo imeli velike težave, recimo zdaj, če vzamemo to evropsko vojno v Rusiji in Ukrajini, o tem ni nobenega dvoma. Čeprav so nekatere stvari spet zelo specifične, ne? Recimo nekatere bivše vzhodnoevropske socialistične države so po razpadu, po komunizmu in po razpadu vzhodnoevropskega socialističnega bloka izgubile nekaj milijonov ljudi zaradi emigracij. Praktično je povsod, razen v Sloveniji, mogoče na Češkem,
v tem bivšem socialističnem svetu bila izrazito močna emigracija. To so države, celo Madžarska recimo, ko so v nekaj desetletjih izgubile milijon ljudi. Tako da to je ena vrsta težav. Ne? Druga vrsta težav je pa v teh najmanj razvitih državah, kjer je previsoka rodnost, kjer ni politične stabilnosti, praktično ne ustreznega razvoja, celo, mislim, v najslabšem primeru so pa gotovo take države, ki so razpadle države, ne, kot Somalija recimo, Sirija tudi, vprašanje, kaj se bo zdaj zgodilo, tudi Afganistan recimo, mislim, to je, mi vemo za apartheid po barvi kože, ampak Afganistan je tipičen apartheid po spolu, ker tam, čeprav so obljubljali drugače, mislim, v 21. stoletju prepovedati deklicam, da se izobražujejo, pa tudi sam, mislim, nekatere muslimanske države pošiljajo mlade v medrese, da se Koran na pamet učijo, namesto da bi se učili moderne znanosti in da bi dobili znanje, ki jim bo olajšalo življenje v tem 21. stoletju. To so v resnici težke in težko razumljive stvari. Omenili ste na primer Rusijo pa Ukrajino, morda samo tako, da rečeva, ne, več milijonov ljudi je zbežalo iz Ukrajine, takoj, ko se je začela vojna. Tudi iz Rusije, potem številke, koliko je padlih ljudi, sploh niso seveda javne, ampak ja, ta učinek, na primer, na največjo evropsko državo, pa potem največjo državo, ko govoriva o Rusiji, pa v tem manjku prebivalstva, kje se to potem pozna, še to morda, da razloživa, neko kar naenkrat umanjka. Ja, pozna se že na fronti. No. Dejstvo je, da zlasti režim ruskega predsednika vodi izrazito diskriminacijsko politiko in preračunljivo, ne? Se pravi, iz najbolj revnih predelov države pošiljajo bistveno več fantov na bojišče, kot pa iz najbolj razvitih držav, da v velikih, mislim, držav teh regij, ja, da o najbolj velikih mestih ne govorim, ne. Zdaj v Ukrajini se pa še bolj pozna pomanjkanje vojakov, ne, ker ne smete pozabiti, da je Ukrajina ob razpadu Sovjetske zveze imela tam 52 do 54 milijonov ljudi, zdaj je pa prej okrog 40 milijonov, ne, in dejansko tudi če ne bi bilo tega, da mnogi bežijo in nočejo vojsko, bi se ta manjko poznal. Ampak samo nekaj, ne, včeraj sem nekje videl naslov, vseeno ga bom omenil, v Izraelu jemljajo vojakom, ki jih pošljajo v boj, semenčice. In celo, ko umrejo, sem prebral, tudi naredijo, imajo nekaj časa, da te semenčice še enkrat odvzamejo in se rojevajo tudi otroci umrlih vojakov. Ja, tako, ne, in se ravno to hočem reči, ne, da zdaj nam v bivši državi je bolj poznan primer Kosova. Zaradi diferencialnih demografskih procesov med Srbi in Albanci so praktično Srbi zgubili Kosovo. Danes pa, mislim, saj v manjšem obsegu mogoče, ali pa relativno manj izrazito, so ti procesi podobni še druge po svetu, ampak zdaj najbolj izrazito je to prav v Izraelu in na palestinskih ozemljih. In o demografskih danostih teh dveh prebivalstev pa skoraj nič ne slišite.
čeprav je dejstvo, da gre tudi za neke vrste demografski spopad. Izrael je izrazito razvita država in če bi to prebivalstvo bilo nekje drugje, recimo židovsko prebivalstvo v Ameriki, če vzamete, ki ga je približno toliko, kot je Izraelcev pravzaprav dobro, no, recimo 2,5% prebivalstva ZDA je židovske oziroma židovske vere in izvora. V Izraelu je pa tudi okrog 8 milijonov ljudi, zdaj je pa res, da je okrog 2 milijona arabskega prebivalstva znotraj Izraela. Ampak če bi to židovsko prebivalstvo Izraela živelo v evropskih državah ali pa v Združenih državah, bi bila njihova stopnja rodnosti mnogo nižja, kot je zdaj. Ne, ampak tam imajo te ultraortodoksne žide, ki imajo zelo visoko rodnost. Aha. Oni imajo 5, 6, 7 otrok. Na arabski strani, še posebej v teh begunskih taboriščih, imate pa mnogo višjo rodnost. In ne smete pozabiti, da so ta begunska taborišča praktično od konca 40 let preteklega stoletja živijo v razmerah, kjer ne morejo pridobiti sredstev za življenje s svojim delom. In živijo na račun pomoči ostalega sveta. Že, ne vem, 50, praktično še malo pa bo 80 let. Uh-huh. In zdaj izgleda, da so se razmere tako daleč spremenile, da bosta tako Izrael kot Združene države to v precejšnji meri onemogočile. Ampak zdaj mi povejte, kako naj živi 2 milijona ljudi v Gazi brez te svetovne pomoči in na tistih ruševinah, ki so ostale v resnici. Ki so nastale tam. No, ampak po drugi strani pa tudi slišite primere, ko recimo ima palestinska družina v takih razmerah 10 do 15 otrok. Mi demografi vemo, da v čim večji revščini ljudje živijo, višja je rodnost. Ampak kljub vsemu, tudi do teh ljudi bi nekako lahko prišle te nove tehnologije, da bi se prilagodile razmeram. Ampak dejstvo je, in to ni nobena skrivnost, če se javno pove, da mnoge med njimi rodijo določeno število otrok, da gredo v te uporniške skupine, tudi se pridružijo islamski državi in tako naprej, celo mučeniška družina postane, ima neko aureolo v lokalni skupnosti, tako da stvari so zelo kompleksne, ampak o tem ne boste dosti slišali. Čeprav bi morali najti rešitve za take konflikte politiki. Ampak če politiki ne najdejo, potem se rešuje z vojaškimi sredstvi. Ja, takšnih je 90 spopadov v tem trenutku, pa naprimer res pravite, imate prav, premalo govorimo o kompleksnostih vsakega posebej. Midva sta bila kar kompleksna, ko sva govorila o nekih temah, vem, da bi lahko še kakšno uro ali pa 2, ampak naj si bo dovolj za prvič. Hvala lepa, da ste si vzeli čas. Hvala, da ste me popeljali čez nekaj številk in teh uvidov, ki jih imate demografi.
Je pa to seveda tema, ki je zelo kompleksna, kot ste rekli, vi jo desetletja preučujete. Morda samo še za konec, ko ste stopili na to svojo pot kot demograf, ste si kdaj mislili, da nas bo danes toliko na svetu? Ne, to smo vedeli v strokovnih krogih. Ste si predstavljali, kaj to pomeni? Ena od vej ali pa eno od področij demografije so projekcije prebivalstva. In projekcije prebivalstva se danes delajo ne samo tako rekoč vse skozi, imamo celo institucionalizirano, tako da recimo Združeni narodi vsaki 2 leti objavijo novo verzijo projekcij OZN za cel svet, za vse države. Za tiste, ki so v vojni, ki so v razsulu, se naredijo ocene, ampak tudi za tiste se delajo. No, v Evropski uniji pa še toliko bolj, ne, ker gre za izrazito pomembno področje. Dejansko so evropske projekcije znane pod nazivom Europop. No, in kdorkoli bi si želel ogledati te projekcije, danes vtipka Europop, recimo pa neko izmed zadnjih letnic in lahko pogleda. Bo lahko pogledal. Tako da to ni presenetljivo, ne? In tudi, se pravim, v drugi polovici preteklega stoletja je bilo 5 velikih prebivalstvenih demografskih konferenc OZN. Eno je bilo tudi 65. leta v Beogradu, v takratni Jugoslaviji. No, ampak že takrat so bila prisotna velika nasprotovanja med takratnim kapitalističnim in socialističnim taborom. Tudi ideološko so strokovnjaki iz Sovjetske zveze slikali zelo rožnato sliko sveta, češ da komunizem bo omogočil, da bo tudi po 40-50 milijard ljudi lahko bogato živelo na našem planetu. Pa je prej prišlo do propada tega pogleda, kot pa do realizacije. Na drugi strani pa so bile tudi prisotne zelo tehne strokovne razprave. Je pa treba reči, da 5 sem jih omenil, ne. Prvi 2 sta bili bolj strokovni, potem so pa v ospredje prihajala vse bolj politična vprašanja v povezavi s prebivalstvom in razvojem. Tako da dobro bi bilo, da bi se vsaj del teh razprav tudi bolj odmevno ponovil, ne, ker težko bi rekli, da je danes manj problemov na tem področju kot recimo v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja, ker vsemi temi nami, ne, ki smo na tem planetu, je povezano še vrsta drugih ključnih problemov tega sveta, od podnebnih sprememb do politične nestabilnosti. Do prehrane in tako naprej. Ne? Ja, prehrane. Čeprav je treba reči, ne, da nikoli ni bilo tako malo lačnih, relativno gledano kot zdaj. Z te strani je bil dosežen določen napredek. Ampak po drugi strani pa tudi nikoli nismo imeli toliko beguncev in razseljenih oseb. Potem nisva danes nič rekla. Ampak dejstvo je, da je med to množico 8,2 milijarde ljudi več kot vsak 100, oziroma ne vsak 100, nekaj manj kot vsak 100 je begunec, kar je frapantna, zaskrbljujoča številka, pa še povečuje se. Drži.
Hvala lepa za vse te podatke, za dobre razmisleke še za naprej, saj mi studio tukaj imamo, pa bomo tudi o teh temah še naprej govorili. Hvala lepa. Prosim. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami. Verjamem, da ste na demografijo po tem pogovoru vendarle začeli gledati z drugačnimi očmi in da ste ob tem tudi kakšno stvar malce razmislili, kajti kot je rekel že današnji gost, številke so znane, kaj vse to pomeni, no to je pa druga stvar in predvsem naloga družbe in politike, da se s tem zna spopasti. Hvala, do naslednjič. SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov.